A vidva veste, kaj je ena najpomembnejših stvari, da avto malo pije? Dizla, benzina, elektrike, se ni pomemben. Ja, masa, ne težje, ko je več porabi. Ne, učinkovitost motorja, ne, da če ni premočen, pa če je še zraven učinkovit, ima majhno porabo. Čakaj, pomagam malo. Ko se enkrat peljemo hitreje, a je masa še ful pomembna oziroma učinkovitost motorja? Kaj je tista stvar, ki nas najbolj zavira? Zračni upor. No, torej aerodinamika je v bistvu zelo pomembna. A pa vidva veste, kateri je najbolj aerodinamičen avto na svetu? Volkswagen XL1. Ne, a ni Ford Probe V, tako ena sveča. No, serijski avto sem mislil. Mercedes EQE. Tesla S. V bistvu sta oba kul, ampak noben ni ta prav. En avto, ki ga imamo mi zdaj na testu. Ko? Ne, poglej dol. Tole je Forting S7. Vem, končno je en avto, ki ni križanec, ampak limuzina in to še zelo športno zašiljena limuzina. Ampak takole na prvi pogled S7 ne izdaja, da gre za najbolj aerodinamičen serijski avtomobil na svetu, oziroma vsaj za enega najbolj aerodinamičnih, ker se ti Kitajci hvalijo, ker vsi povprek. Ampak to pomeni, da ima S7 količnik zračnega upora samo 0,191, kar je absolutno manj od česarkoli, kar dejansko poznam. In to pomeni tudi, da je ta avtomobil bolj imun na zračni upor, kot pa krogla iz puške. Bizarno, ne? In to pomeni več stvari. Za začetek, da je ta skoraj 5 metrov dolga limuzina presenetljivo lahka in tehta samo 1730 kg, kljub temu, da ima elektromotor in baterijo. Ampak je tudi baterija lahko majhna, ker ob majhni masi in odlični aerodinamiki avto malo porabi. In to bom poskušal dokazati danes. Oziroma ugotoviti. Zato grem na eno daljšo pot, preko 100 km bo dolga, malo po avtocesti, pa po navadnih cestah in tudi kar neke višinske razlike bo vmes. Grem od Kranja do Kranjske gore in nazaj. Sem hotel štartati v Ljubljani, pa imate meglo in je grdo. Vem, da vas zanimajo tehnični podatki, nekateri so namreč zelo zanimivi. Za maso sem povedal, dolžino tudi, lahko nadaljujem s prtljažnikom, ki tukaj meri 541 litrov, kar je za limuzino precej dober podatek. Elektromotor poganja zadnji par koles in s svojimi 160 kW moči oziroma s 218 konjički nima čist nobenih težav s hitrim premikanjem tega avta. 6,7 sekunde potrebuje do 100 takšen S7 in največ 160 na uro lahko drvi. Mimogrede, takoj moram pohvaliti tišino v kabini, piša vetra se takole na avtocesti skoraj da ne sliši. Evo, rezultat odlične aerodinamike. Baterija ima 56,8 kWh uporabne kapacitete, na hitri polnilnici pa se polni z največ 120 kW moči. Sem hotel dodati, da večja polnilna moč niti ni potrebna, ker je baterija relativno majhna, ampak za S7 za naslednje leto že obljubljajo 800-voltno arhitekturo in res velike moči polnjenja. Med to svojo panoramsko vožnjo lahko povem še, kako se dejansko počutim tukaj noter. In kratek odgovor bi bil super. Morda sem prvih 5 minut bil malo razočaran, ker sem pričakoval, da bo avto bolj trd in športen, če že izgleda tako udarno, ampak je v bistvu bolje, da je takšen, umirjen in predvsem udoben. Umirjen predvsem v smislu karakterja, sicer se pa lahko precej spodobno hitro premakne, če je pač to treba. Ampak nasploh se raje vozim normalno hitro in ob tem cenim, da podvoz je precej dobro umirja neravnine. Nagibanje v zavojih pa tudi ni preveč, ker je avto nizek in je nizko tudi težišče. Si mislim, da se boste praktično vsi s takšnim raje vozili lepo umirjeno, kot pa da bi imeli trdo limuzino, ki bi non-stop pretresala. Je pa zanimivo, da nikoli nimam dovolj časa, da bi se ob takšnem lepem vremenu vsaj ustavil recimo v Kranjski gori na eni kavici, zato sem že obrnil in sem na poti nazaj. Po navadni cesti poraba v Kranjski gori je bila pa 17,3 kWh, kar se mi zdi precej fajn, ker je bila vmes avtocesta, predvsem sem se pa za okrog 400 višinskih metrov dvignil. Zdaj pa nazaj v prepad. No, notranjost je v bistvu precej cool, pač tipična za to znamko, zdaj smo vozili že kar nekaj njihovih avtomobilov in lahko vidimo vzporednice. Prijetni materiali, nasplošno dobro izdelano okolje, edino na kakšnem delu bi se morali še malenkost bolj potruditi, ker kakšna stvar mal zaškripa, ko se je dotaknem. Potem je tukaj na sredini ogromen zaslon, ki je zelo pregleden in z dovolj hitrim vmesnikom, mi pa manjka v bistvu kakšno klasično fizično stikalo še, da bi se lažje znašel med vožnjo, imam pa na srečo vsaj veliko fizičnih stikal tukaj na volanu.
Nasplošno skratka, kar kul, Kitajci imajo eno veliko nalogo samo še pred sabo in sicer prezračevanje morajo nastaviti po naših temperaturah, ker sem imel zjutraj recimo temperaturo nastavljeno na 32 stopinj, da mi je sploh bilo dovolj toplo, pa da se ni vse skupaj rosilo, ker je zjutraj še padal dež. Zdaj pa tako lepo vreme. Ampak smo že na poti nazaj. Ker malo sem ponosen sam nase oziroma na avto, ker sem pričakoval, da bo na koncu vsem poraba malo večja, sem pa zaključil z 12,4 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar je fantastičen rezultat. Zdaj, verjetno boste vi imeli malenkost večjo porabo, ker boste tudi kakšen kilometer več po avtocesti prevozili, ampak še vedno se mi zdi, da več kot 15 kWh na 100 km ta avto ne bo zahteval. To pomeni pa doseg vsaj 350 km. V takem lepem vremenu, tukaj na Gorenjskem na soncu. Ne vem pa, kako bo to v ljubljanski megli. Pa zna biti to problem.